Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala za povabilo. Sem vesel, da sem v takih lepih krajih. Mogoče na začetku samo 2-3 stavke, s čim se ukvarjam, kdo sem. Sem profesor na 2-3 fakultetah, psihosocialna pomoč, psihosocialno svetovanje, socialna gerontologija, zdravstvene vede in še kaj, v Ljubljani, v Novi Gorici, v Mariboru, v Murski Soboti, tako da Cesta je moj drugi dom. V tem sem tudi predstojnik Nacionalnega inštituta za psihoterapijo, potem imam tudi privat prakso, individualne obravnave, vzgojno svetovanje, partnerske, zakonske težave, prostore imamo v Ljubljani, v Murski Soboti, v Mariboru. Skratka, z kar veliko stvarmi se ukvarjam. Vrsto let že po vsej Sloveniji predavam o vzgoji, kako vzgojiti otroka v samostojno odgovorno osebnost, postavljanje meja, vzgojna doslednost, škodljivi vplivi računalnika in televizije. Skratka, ta področja, ki nas nekako najbolj pestijo pri vzgoji otrok in kjer vidimo največje težave. Zdaj malo sva se že prej z gospo Marijo pogovarjala o tej teoriji. Mi vemo, da imamo na področju vzgoje ogromno enih težav in sam osebno sem prepričan, da ravno zato, ker je ta permisivna logika, permisivna pedagogika nekako začela izvirati iz teorije in velikokrat mi slišimo stavek, teorija je eno, praksa je nekaj drugega. Za mene osebno to vedno pomeni, da je nekaj narobe ali s teorijo ali s prakso. In pri svojem delu, predavanjih, pri vzgojnem svetovanju, ko prihajajo starši z otroki, so to otroki stari 3, 4, 5 let ali pa tudi 15, 16, 17, vedno znova vidim, da starši potrebujete ene konkretne usmeritve, konkretne rešitve, torej ne samo enih visokoletečnih teorij, ker mi vemo, kaj je narobe, je res, vi veste, kaj je narobe, kje so težave, ampak zdaj moramo najti ene konkretne rešitve in jaz poskušam vedno nekako tako razmišljati iz življenja za življenje. Torej, kaj je tisto, kaj se v življenju obnese in tudi današnje srečanje bo tako zelo konkretno. Že na začetku vas povabim, da bi nekako skupaj razmišljali o teh temah, o tej tematiki. Moje predavanje so vedno tako interaktivna, to pomeni, da ste vi vključeni, ne samo, da jaz govorim in podajam ene stvari, ampak da skupaj razmišljamo o teh temah, lahko me kadarkoli prekinete, izpostavite vprašanje. Če imate morda nočne sprehajalce, ki vsako noč okoli enih pridejo k vam, če na primer nočejo jesti, če nočejo vlogati, če nočejo delati domače naloge, če slučajno nočejo postavljati sobe, tega verjetno ni, to vrstnih težav. Skratka, karkoli že, karkoli se spomnite, dajte izpostaviti takoj, ne čakati na konec. Veste, če čakamo, čas zelo hitro, sicer je slišati veliko ura in pol, dve pedagoški uri, ampak verjamete, bo zelo hitro minilo, pozabimo in stvari odidejo mimo. Tako, današnja tema, rdeča nit bi naj bila, kako otroka vzgojiti v samostojno odgovorno osebnost. Pa mogoče samo tako eno vprašanje za začetek, kaj bi vi naredili za svoje otroke? Z eno besedo. Vse bi naredili. Ja. A je to vredo ali to ni vredo? Kaj bi naredili? Zakaj ni vredo? Po mojem mnenju je začetek težav ravno v tem. Tukaj je izvor težav. Mi bi za njih naredili vse. Kje se začnejo težave? Težave se začnejo tam, ko mi začnemo delati stvari na mesto njih. Vi si vsi želite biti kakšni starši? Dobro. Odlični. Najboljša mama, najboljši oče na tem svetu. Zdaj, mogoče vprašanje, kaj je merilo, če smo mi vredo starši ali mi nismo vredo starši? Po čem mi to vemo? Kaj bi rekli? Kaj je tisto merilo, da mi vemo, da smo vredo starši ali vredo učitelji, vredo vzgojitelji? Imamo mogoče kdo predšolske še? Dajte dvigniti samo toliko, da malo vidimo. Ok, se bomo tudi malo te tematike dotaknili. Kaj je merilo, če smo mi vredo starši ali nismo vredo? Se bo zahvala, pa ko bo rekla dober dan, odveš, že nekaj uspeh.
je nek uspeh, torej, ko bo otrok se znal lepo vesti. Ja. Še kaj? To pomeni, da bi rekli, da je otrok merilo? Da funkcionira v redu, ja? Ampak se mi zdi tu ena nevarnost. Da mi postavimo, da je otrok merilo, ali mi v redu vzgajamo ali ne. Jaz mislim, da to ni v redu. Ne sme biti središče. To itak, da ne. Ampak otrok ni merilo, če smo mi v redu starši, v redu vzgojitelji, v redu učitelji ali ne. Zdaj, zakaj ne? Sam velikokrat pravim, ko imam predavanje za to, recimo zadnjo triado staršev, ki imajo otroke v zadnji triadi, je kaj njihova glavna naloga. In prav tako vprašam, kaj je njihova glavna naloga? Je tu, ste starši zadnje triade? Ja? Kaj je vaša glavna naloga? Da ste njihov prijatelj, da se dobro razumete? Da si starš. Ne. Ja? Jaz pravim, vaša glavna naloga je, da težite. Teži. Mama mora biti tečna. Če vam otrok reče, če vam najstnica reče, si najbolj zahtevna, najbolj zategla, tečna, kakorkoli že, in za mene to... 8-letnik. Po mojem mnenju je to dobro znamenje, da ste na pravi pot. Se strinjate? Veliko staršev že ravna prav, delate prav, ampak niste čist gotovi, niste čist sigurni. Pa mi povete, a otroci to čutijo, če vi niste trdni v sebi ali ne čutijo? Če vi eno stvar rečete, ampak v sebi ste pa mogoče malo tako. Ja? Oni začutijo. Saj veste, mi v glavnem funkcioniramo in komuniciramo na tej neverbalni ravni. Ne samo kaj povemo, ampak na tej neverbalni ravni. In naši otroki nas takoj začutijo, kako smo mi notranji naravnani. Zato v zadnji triadi je glavna naloga težiti in vzdržati. Ne morate pričakovati, da bodo otroci idealni, ne? Včasih, ko pride na svetovanje, pa rečejo, da bi zdaj pa oni radi dosegli, da bo ona prišla včeraj domov in bo sama začela delati nalogo, in da se bo sama začela učiti in tako, ne? Pravim, gledajte, to ne bo še tam do študija, ne? To še kasneje. A gre to tako? Ne. Torej, mi smo tisti, ki moramo vedeti, kaj je za njih dobro in prav. In mi smo tisti, ki moramo težiti, ki moramo gnjaviti in ki moramo biti v konfliktu. Pride recimo mama s hčero na svetovanje, ne? So tam težave, šprica, hodi k fantu, že ne pride domov in vse to se dogaja, ne? Stara 14-15 let in ob tem pa reče, veste, sem zdaj čist šokirana, ker do zdaj sva se pa tako odlično razumeli. Kaj nam to pove? Točno tako, ravno to je problem. In potem bi starši velikokrat želijo, da bi mi reševali z otrokom. Bi so pripravili vse plačati, vse mi ga bomo vozili vam, tako kot na inštrukcija, ne? Vi pa zdaj z njim uredili. Kje je jedro problema? Res v otroku? V starših. Starši smo tisti, ki se morajo ustrezno naravnati. Se mi zdi, da tako v sodobnih vzgojih, še posebej nekje, mogoče celo mame, ne, kot da bi bili nekako cepljeni z nekim virusom, ne, mame, vse narediti, vedno biti na razpolago, vse za otroka, še posebej, če to gre za sina. Vse nuditi, vse dati, vse to. Kakšni so rezultati? Ste kaj iztrošene? Izmozgane? A se kaj pogovarjate s svojimi otroki? Debatirate, ali bi, ali ne bi? Ali bi šli vrtec, ali ne bi šli? Ali bi jedli to juho, ali ne bi jedli te juhe? Ja? Se mi zdi, da se dan danes samo še pogovarjamo. Tudi v šolah. Mi še se samo debatiramo in pogajamo. Kaj želiš? Seveda. Ampak kaj, fajn, da ste rekli, kaj želiš. Kaj pomeni to, ko se mi z njimi pogovarjamo in sprašujemo, kaj želiš, ali boš jedel, ali vse to? Kaj ste mi izražali? Svojo nemoč. Svojo nemoč oziroma svojo negotovost. Mi s tem izražamo, še mi sami točno ne vemo. Zato te pa sprašujemo. Mislim, mi lahko poleti ga vprašaš, ali boš čokoladni ali limonni sladoled, ne možeš pa ga vprašati, če bo jedel korenčkov juho ali ne bo jedel.
Res? Zato, ker otrok mora jesti različno hrano, da dobi različne vitamine, minerale, da se normalno razvije in tako naprej. In recimo, raziskave so tudi pokazali, da mame v Sloveniji, da ste v samem svetovnem vrhu po depresiji in izprošenosti. Ja? Tam okrog 40. leta. Ker te to izčrpava. Nenehno razlagati, prepričevati, to človeka izčrpava. In potem imamo te primere, ne? Mame, ki so zelo tako prijateljsko, demokratično razpoložene, ne? Do ene meje to gre, kaj pa potem? Potem pa živci popustijo. Potem pa eksplodiramo in izkričimo ali še celo udarimo. Ne? Ja. Kaj s tem spet izražamo? Spet izražamo svojo nemoč in da se nimamo v oblast. Ja. Kako se pol to izraža na otrokih? Izkorišča, ja. Še? Upirajo se, ja. Še mogoče, kje vidimo posledice? Šolski uspeh, odmakne se. Ne vem, če veste, raziskave so pokazale, kaj mislite, komu se otroci najbolj zaupajo, ko so stvari tako hude? Ko so kakšne resne stvari? Komu zaupajo? Komu se zaupajo? Morali bi se starši. Danes se pa zaupajo svojim vrstnikom. Prijatelj. Je to v redu? Ni to bliže. Zato, ker sta oba na isti ravni. In tisti, ki je na isti ravni, mu sigurno ne bo mogel dati nekega dobrega nasveta. Tako da sam sem recimo tako, kar lahko rečem velik nasprotnik te permisivne vzgoje, permisivne pedagogike, ki nas uči. Otroka ne smemo v ničemer omejevati, moramo mu dati izbiro, moramo biti prijatelji, otroka ne smemo v nič siliti in še bi lahko naštevali. Ja? Ker so se posledice izkazale za zelo, zelo škodljive. Najbolj pa nastrada kdo? Otroci. Tudi starši, ampak na koncu najbolj nastradajo otroci. In tako, če naredimo en presek, včasih je bila vzgoja zelo represivna, so tudi otroke tepli, tudi mislim, da še vsi mi, ki smo tu, smo jih dobili, recimo, ne da bi vas matli, ampak tako, Kristovič, obrni se naprej, ja, in si se obrnil naprej, in kako, sem jaz prišel domov in do svojega očeta in rekel, ati, učiteljica me je tam zastavečeno za uho in oče je stekel v avtomobil, nad ravnateljico, nad učiteljico, je potekalo to tako? Veliko, kada rečejo starši točno tako, bi še jih doma dobili, oziroma v mojem primeru se enkrat spomnim, je oče rekel, zastonj že ni bilo. Je že nekaj bilo in smo s tem mi zaključili. Kako je nevarno, če starši greste na stran otroka? Če se postavite proti šoli, proti učitelju. Jaz mislim, da tudi če se kdaj kakšna krivica zgodi, mislim, da je boljše biti tiho, kot da se pred otrokom postaviti proti učiteljice ali učitelja ali razen, sam svetujem tako razen, če se res stvari eskalirajo, da je res nekaj hudega. Če se kakšna majhna krivica zgodi, mislim, da to bi take škode. Zato, ker sam gledam tako, da je vzgoja priprava otroka na življenje. Vzgoja je priprava otroka na življenje. In tu nismo daleč v stran od meje, naši južni bratje rečejo, recimo fakulteti, svet učilišče. Svet učilišče. Torej, ne samo, da ti dobiš neko suho znanje strokovno, ampak vse učilišče. In povejte, a ni v življenju, del življenju tudi to, da se ti kdaj zgodi krivica? Še kolikokrat? Pa doma, pa tudi v partnerskem odnosu. Je človek kar včasih šokiran, kakšne stvari se lahko zgodijo, v službi, kjerkoli že. In zdaj, ključno vprašanje pa je, kako se bomo s tem soočili. Ali naši mlade generacije se znajo soočiti z neko krivico, z težavami, ko se načrti izjalovijo,
ko ne gre, ko pade izpit prvič, drugič. Na fakulteti, ko učim, imamo primere, ko enkrat pade izpit, pa so tudi izpisali, pa drugič se izpišejo, ne gre. Torej, sodoben človek ali pa današnji mladi so zelo malo pripravljeni vztrajati. Jaz mislim, da v šoli bi morali dati še veliko večji poudarek ne samo nekemu faktičnemu znanju, ampak tudi vzgoji. Ker mi govorimo, da je šola, pa vrtec, in tudi srednja šola, da so vzgojni in izobraževalne ustanove. Ampak postavljam pod vprašaj, kako močno je to področje vzgojno izobraževanje. Izobraževanje še. Mi jih začnemo že pri 2 letih učiti tujega jezika. Na ene strani pri 7 letih še se ne znajo mnogi ta zadnje opisati, pri 2 letih jih pa že učimo recimo tujih jezikov. Torej to vidimo ene velike kontradikcije. Na to drugo plat, da bi jih pa pripravili na življenje, tudi da bi jih naučili, da bi jim prenesli neke vrednote, delavnost, poštenost in tako naprej. Še danes marsikdo reče, uči se, da ne boš rado delati. Še danes mi imamo iz Titovih časov, ker to tam izvira, še danes imamo mi to delo. In sam veliko krat opažam med mladimi, vse mi veliko, po ene strani res ni služb, ni služb, pa so situacije takšne in drugačne, ampak po drugi strani pa tudi pri mladih vidim tako neko držo pasivnosti. Da pričakuje, da narediš fakulteto, prideš ven, da kar služba čaka. Veste kaj mislim? Da te kar čaka. In prav rečejo, ni službe. Pa vprašam, koliko prošnja si pa poslal? Kje si se iskal? 4-5 si že poslal v tem letu. Vreme, 300 bo treba. Razumete? 300 bo treba. Ali pa 400, pa mogoče bo 5 odgovorov, od tega bo vseh 5 negativnih. Kako vas pokličemo? Ja, pa kako konja. To je tista ideja, Včasih so bile tiste kuhne, ko so bili lonci gor obešeni. In če dovolj dolgo mladiš po tistih loncih za napalico, slejko prej en pade dol. Tako da tudi v tej krizi je mogoče malo čudno govoriti, dejansko ni službi to, ampak se mi zdi, da pa mladim manjka tega zagona, te vztrajnosti, da bomo. Tudi se mi zdi, so tako zelo navajeni na to neko ležerno, prijetno življenje. Potem imamo. Pri nas se otroci osamosvajajo tam okrog 32. leta. Otroci. Pri 32 letih. Na Finskem sem se zadnjič pogovarjal z eno kolegico, je povedala, po srednji šoli se odselijo vsi. Po srednji šoli zaključeno, hotel mama se zapre. In potem je povedala ključno informacijo. Je rekla, da tudi starši v zelo kratkem času, ko mi gremo od hiše, otroško sobo preuredijo v drug prostor. Razumete to simboliko? V drug prostor. Mi jim pa rečemo, ko že enkrat gredo pri 35 konča, če bo hudo, vedno se lahko Kaj jim s tem sporočamo? Tisto, poskusi, doživite kako bo. Tudi ko imamo zdaj začetek študijskega leta in pridejo prvi letnik in tako, in ko jih vprašam, da ste upisali, eni rečejo, nekaj to, da ste pripravljamo ljudi za delo z ljudmi, to je nekaj posebnega, kot če si računalničar, ker je zelo pomembno, kakšen si ti kot osebnostno izgrajen, moralno in tako naprej, vse to. In potem meni rečejo, jaz sem to že od malega želela in vse to, včasih pa kdo tudi reče, sem prišel, bom videl, ali pa to iskreno čisto tako zaradi opisa, pa bo videl, če bo šlo. Jaz tako veliko krat malo hudomušno rečem, po mojem že ne bo šlo. Kaj tako pogleda? Kako to misliš? Ja, zakaj? Je vsaj štartati treba na 120%. Ker če na 120% štartaš, pa ta ladja na valovih življenje veliko krat zaniha in da je vsaj neka toleranca vode, da ladja takoj ne trešči na dno. Ampak vse v začetku treba štartati na polna jada. Če pa že štartaš, tako bomo videli, kako bo. Pol že verjetno ne bo. Pol že ne bo šlo. In poglejte, če pogledamo, kaj je potrebno za uspeh v življenju. Kaj je potrebno?
Če mi gremo v knjižnico, v knjigarno, imamo tam cele police knjig, je res? Za samo pomoč, da se treba najti, za motivacijo, ne, motiviramo se mi non-stop. Kaj je potrebno, da človek v življenju uspe? Ali je to zakon, ali je to športna karijera, ali je to služba, karkoli. Kaj? Najprej imaš sam sebe imeti rad, da lahko potem vse skupaj to uspeva. Da imaš sebe rad, ja, drži, temu bi jaz tako bolj dejal, da je pomembno, da ima človek nek stik s seboj, da imate ženske stik s svojo ženstvenostjo, za ženske je to nujno, za mame je nujno. Torej, da tudi, ko pride otrok, da ne pozabite biti partnerice, da ne pozabite biti ženske, da je velikokrat človeka, še posebej, če se moški malo, če imate takšno nesrečo, upam, da nobena izmed vas, da je dobila kakšnega maminega sineka, ki ne ve točno, kje mu je mesto v tej družine, kot očetu, kot možu, in potem mora nekdo drug to narediti. In velikokrat so potem to mame. Ja? In so odlične gospodinje, za otroke skrbijo vse to, pozabijo pa na to ženstveno plat. Biti partnerica, biti žena. Ja? In to sigurno ne bo vredilo na daljši rok. Torej, ohraniti nek stik s seboj, oziroma meni je celo ljubše, če rečemo, da treba samega sebe spoštovati. Mi je mogoče malo bliže, kot se imeti rad. Ta rad je lahko tudi kdo napačno razume, hitro pogledamo na neko narcisoidnost. Ne vem, kako ste mislili, ampak veste, kaj mislim? Ja, samega sebe spoštovati. In tudi reči, ker samega sebe spoštujem, tega ne dovolj. Ali do sodelavcev, ali sodelavcev, ali partnerjev, ali otrokov, kakorkoli že. Torej, ta nek notranji stik s seboj. Tudi moški. Tudi pri moških je to velika težava, ko moški nima stik s svojo moškostjo. Kaj pomeni biti moški? Kaj pomeni biti mož? Kaj pomeni biti partner? In potem imamo mi dejansko, bi lahko rekli, generacije 30, 40, 45 letnih moških, ki še vedno niso pretrgali podkovine s svojo mamo. To pomeni, da je ta njihov notranji čustveni svet še vedno z mamo. Še vedno mama pomaga. Še vedno mama kakšen ček plača. Še vedno je mama tista, s katero smo na liniji, ki poročamo, kaj se je zgodilo v šoli, pa v vrtcu, pa na dopustu, pa vsako nedeljo na kosilo. Nehno smo mi v tem krogu. Družina mora zaživeti svoje življenje. Zelo pomembno. Te razmejitve v odnosih. In skratka, tak moški, ki ni predelal tega odnosa s svojo mamo, povejte, kakšno trdnost lahko daje svoji ženi. Ženske najbolj hrepenite od vsega na svetu iz strani moškega hrepenite po čem? Po varnosti. Da se v njem počutite varno. To pomeni, da je on tukaj, da vzdrži, da ne odide. Včasih rečejo, mlade mamice rečejo, jaz se z mojim skregati ne morem. Kako to? Ja, on kar gre. Je konflikt, on kar odide. Kam greš, kam gre? Zakaj? Zato, ker ne vzdrži intenzivnosti odnosa. Zato, ker tudi v konfliktu se dejansko še najbolj pokaže, kdo mi v resnici smo. Vse, ko je lepo in ko je prijetno, smo si vsi mi fajn in nam je lepo, je res, ampak najbolj se pa pokaže, ko nastane neka konfliktna situacija. Kaj bomo naredili, kaj ne bomo naredili, kaj bomo izrekli, kaj ne bomo izrekli. In ravno v konfliktu se kažejo tiste meje medsebojnega spoštovanja. Ni zastonj, da ko se poročiš, tam rečeš kaj? Dobre mi, slave mi, še kaj? Bolezni, zdravje. Tako se ne vemo, že nismo. Pojma nijamo. Nismo rekli. A niste rekli še? Ne. Kdo je še poročen? Imate? Nataša, kaj si rekla? Kaj si obljubila? Kako dolgo ste poročena? 13 let.
14 let. Ja. Ste se cerkveno poročila? Ja. Torej, pred oltarjem ste rekli kaj? Da. V dobrem, slabem, bolezni, zdravju, te bom, te bom, kaj? Ne te na glas povedati. Ljubila in spoštovala. Pozor, ljubiti in spoštovati. Ljubiti in spoštovati. Kot da ta ljubezen ni čisto dovolj. A ni zanimivo? Zakaj ne bi rekli samo ljubilo? Ljubilo, da se imamo radi. Ampak je tudi to neko spoštovati. In tisti ljudje, ki imajo v zakonu malo več kilometrine, kot eni, ki smo par let poročeni, znajo tudi reči, da je to spoštovanje za leti vedno bolj pomembno. Celo bolj kot tista ljubezen. To čisto točno tudi ne vemo, kaj zdaj ta ljubiti je. Ne? Ja? Tudi je tako zelo zmanipulirano spoštovanje. Ja? Zdaj povejte, a je ta odnos med staršema kaj pomembno za vzgojo? Mi smo vzor. Kako? Mi smo vzor otrok. Ja, mi smo vzor otrok. Ko je naš odnos urejen, bomo rekli, je tudi otrok urejen. Kaj se zgodi, ko en starš dela tako, drugi drugače? Katastrofa. Ja, katastrofa. A znajo otroci to, kaj izkoristiti? Dejansko bi lahko rekli, da so vsi primeri se dajo rešiti na boljši ali pa mogoče malo manj boljši način. Edino en primer je pa zelo težko rešljiv, oziroma bi lahko rekli, da se sploh ne da rešiti. In to je primer, ko otrok pri enem izmed staršev dobiva otrok. Ko otrok uspe z enim izmed staršev skleniti pakt. Zato mame, recimo, ko imate, ko še so tam predšolski, ali pa še malo potem, ne, ko recimo otrok vedno kliče enega starša za spanje. Ali očeta ali mama. Ponavadi to bolj tako razumemo, da smo tako fajn starši, se nam prijetno zdi, ne? A ponavadi kliče tistega, s katerim lahko zvečer dlje časa se pogaja in ki ga lahko dlje časa vrti. Še eno pravljico, pa še sokeca, pa še čaj, pa še na WC. Je res ali ne? Ja. Tu smo pa zdaj v tem začaranem krogu. Kaj vse narediti, da bi bili dobri starši? Ja. Ni otrok merilo, življenje je merilo. Potrditev. Ni otrok merilo. Če bo otrok merilo, se velikokrat znamo zelo zatipkati. Življenje mora biti merilo. Mi moramo ravnati zato, ker je tako prav. To je tista razlika tudi med avtoritarno in avtoritativno vlogo. Ne zato, ker sem jaz tako rekel, ne, jaz pač imam pozicijo to, ampak zato, ker je tako prav. In to otrok tudi drugače nekje sprejme. Torej, mi pa smo velikokrat na tej točki, da si želimo celo zaslužiti otrokovo naklonjenost. Pa nas otroci potem spoštujejo? Ne. Danes je vedno več primerov, so otroci stari 14, 15, 16 let in to so dejansko sadovi premisilne vzgoje in se fizično lotijo svojih staršev. Teh primerov, punce so zadnja leta še skoraj da hujše kot fantje, čisto divjane. Ja? Hči udari mamo, sin prime mamo, jo vrže pomalo, pride gospa, kaj ne naredi? Reče, sinu rečem, da ne sme iti ven, stari 14 let in on kar gre. On kar gre. Zadnjič sem zaklenila, vzela ključ, me vrgel v omaro, vzel ključ in je šel ven. 14 let nisi. A si predstavljate. In potem seveda ljudje poiščejo pomoč pri strokovnjakih in kaj strokovnjaki svetujejo? Kaj rečejo? Se prav spomnim enega primera, ko je rekla, da je bila prijemni psihologinji, pa na centru, pa še mene prijemni psihoterapeut. In vsi ti trije so rekli eno stvar. Dajte se hčera vse zdol in se dajte pogovoriti. Pa smo spet pri pogovarjanju.
A ta hčera ali sin res ne ve, da mame ne sme udariti, da se starša ni za tepst. Vedo ali ne vedo? Seveda. Zato so tudi, po mojem mnenju, večina teh delavnic o prezgodni spolnosti in pravu in vse to, nič kaj veliko ne zavežejo. Zato, ker oni že vse to vedo. Se strinjate? A še kakšna stvar, ki je ne vedo naši otroci? Sam velikokrat pravim, da bi danes morali biti in postati in govoriti o tem, da bi zavarovali otrokovo otroštvo. Da bi otrokom pustili, da so otroci. Strinjate? Prehitro vse vidijo, prehitro vse doživijo. Stari so 12-13 let in so njihove oči že vse videli. Ja, se tleje pa na starših zopet problem, ne? Ja, povedaj. Zaradi tega, ker pustijo filme gledati takšne in drugačne. Tleje je Facebook, je računalnik, malo se kdo ima v 5. razredu Facebook zakaže, mobitel. Dečki mrazi ne obstajajo, božički ne obstajajo. Da pa se tepe 14-letnik za staršom, je pa to nekje videl, nekje to doživel in to se pa odraža, ker 14-letnik ne more kar naenkrat začeti staršov. To je že najvišji izbočne. Mi smo jim izgledali, če se bomo mi dolpili, pa zmirjali, pa ne vem, oni se in okolica, itak da bojo otroci isti. Druga je pa srednja šola, ki vidim drogo, pa proba, pa vse smo vsi na tem bili, ne? Ampak dejansko je tako, vse vidijo nas, vse vidijo, ko se nekdo sosedo krega, vse vidijo, ne vem, vidijo te konflikte, ne? Ampak pa je še pa drug problem, ti pride pa otrok iz šole, pa ti začne svoje pravice naštevati. Ne? Kje smo pa zdaj tle, ne? Dobar, pri nas je tle šola, ne? So učiteljice povezane z njimi, jim dajo tisto neko oporo, jih nekot naučijo, ne? Kaj v življenju, da je treba spoštovati, da je treba pozdravljati. Kaj pa na večjih šolah, ne? In pa ti pride moja prijateljica, je prišla otrok domov, 12-letnik in začela, mami, ne smeš me dati, ne smeš to. Ja, kje pa imaš ti dolžnosti? Kaj je zdaj narediti? Kaj narediti? Ne? Pa zdaj narediti? Super, da ste to izpostavili. Nekaj je, od nas odvisno od staršev, ki nas gledajo, ne? Mi smo jim vzor, ampak kaj pa družbena okolica, ne? Zdaj pa otrok po tebe udaril, ti ga pa ne? Tega pa ne smeš, kad on ima pravico, ne? Kaj pa zdaj to, ne? Kak ti njemu zdaj dopove, da te pravice, ki imajo zdaj otroci, ne smeš mu to, ne smeš mu lahko to, on lahko odloča se zram. Kaj boš pa zdaj, ne? Razmrzneš? Pa si tečen. Pa so pa tečen, ne? 10 let ti reče, da si najbolj tečen, zato ker so šolka nekaj lahko. In ona ima Facebook, zakaj pa moja ne sme? Jaz sem pa tečna, ker ne dovolim. Tečna pa mora biti, če si jaz sem pa tečna. In pa pride on naslednji dan v šolo, pa pove učiteljici, naj mami udarila, slučajno sem mu videl, imaš pa socialno. Da je socialno doma, ne? Pa zdaj to povedal, pa recimo ni, slučajno zakaj sem pa udarila, da je bil mami. Moraš čisti, tako je, zakaj si ga. Tako ste prej rekel, ko je mama, pač hčera mamo mlada. Moramo eno stvar zdaj razumeti. Pridejo tako ljudje po pomoč. Ampak treba eno stvar vedeti. Oni recimo tudi tako so na predavanju in to, ne? In bolj jasno govorim o tem, da moramo biti zahtevni, da moramo dosledni biti, postavljati meje in tako naprej. In potem včasih starši rečejo, ja, zdaj bomo pa stvari drugače zastavili. Pa potem pridejo na svetovanje in vse to, zdaj pa vidimo, da bo treba stvari bolj na ropi, na ojštro in tako naprej. To je zdaj vedno vprašljivo. Zakaj? Zato, ker je 14-15 let izgubljeni. Zato, ker odnos njih postane preko, smo rekli, da se otroci zaupajo svojim vrstnikom. To je zato, ker ni pravilnega odnosa med otroci in starši. Oni se v tem odnosu ne počutijo varne. V tem je težava. Zato mi z njimi ne smemo biti prijatelji, najboljše prijateljice in vse to, ne vem, kaj vse še se gremo, ampak mi za njih moramo biti avtoritete, vzori, ideali. On mora v nas videti vzor, avtoriteto, ideali, trdnost življenja. Oni, čeprav, ko so najstniki, se z njimi, so z nami v konfliktu in se bunijo, in je to čisto normalno.
To je po razvojni psihologiji je to čisto normalno obdobje, se morajo. Bi bilo nekaj narobe, če ne bi. Se proščam. Bi bilo nekaj narobe, če ne bi, zato ker vzpostavljajo svojo identiteto, svoje mesto na tem svetu. In kaj testirajo? Kaj v bistvu testirajo? A si mama ti tu ali nisi? Ali vzdržiš ali ne vzdržiš? Zakaj počnejo točno to, kar vedo, kar vam gre najbolj na živce? Jesa, ne? Točno tisto. Pa če je to poje juho, da srka, ne? Ali ne vem, je res banalne stvari. Ja, zakaj? A si ali nisi? Včasih reče otrok, da bi me, se spomnim menega, je rekel, da bi me oče vse udal daj. Ja, kaj želi povedati? Hrepenenje po odnosu. Ker tega očeta ni. On dela kariero, nosi denarje veliko domov, vse kupuje, tablice, vse to. In vse da, kaj pa ne da? Ne da sebe. Ravno zato, ker je ta odnos je nekaj nujnega. Odnos je tisti, ki daje vabnost. Zdaj preko ste rekli, zakaj se mi, družba je takšna, pa vse to. Zdaj, na mesto je tu meni vprašanje, zdaj, zakaj smo mi tako obremenjeni z tem? To je zanimivo. Zakaj smo mi, veste kaj rečem staršem? Ko rečejo, hčera reče, vsi imajo iPade, vsi imajo iPhone, vsi imajo. Kaj morate reči? Najbolj zategna si na svetu in tako. Jaz svetujem staršem tako, da mama reče, draga moja hčera, na svetu pravice ni. Prej boš to spoznala boljši pripom. Dobila si najbolj zateglo mamo, kar je. In še na slabše bo zgleda šlo. Razumete se, kaj gre? Razumete se, kaj gre? Kakšno informacijo jim podam? Oče se ne bo premaknil. Ne, to tako bo. Ne bo šlo. Ne bo. Žali Bog. Ali mi smo obremenjeni za sosedo, ja, pri njih tako je, pri nas je pa drugače. In bo drugače. Pa smo pa tečni. Ja, okej. In kaj bo? Ja, smo tečni. Ja, in bo? Smo non-stop tečni. Tako je najzračajo, da reče, ni res. Glejte, ena stvar. Če vas vprašam, katerega učitelja iz osnovne šole se vi še danes spomnite? Najbolj Ali strogih ali onih? Pa zdaj ne govorimo o tisti, ki so, ne vem, mladli, ker to je tudi bilo, da se razumemo. Otrok se ne tepe. Fizična toleranca 0,0, otrok se ne tepe. Torej ne govorimo o tem, ne? Torej nekdo, pri katerem si vedel, jaz točno imam pred očmi učiteljice, ki nikoli nikogar ni udarila, tam smo bili, cek, je bil tudi čas za štose, za vse to. Onih drugi se danes sploh niti prav ne spomnimo več. Ne samo to. Še danes, če jih srečamo, kako jih pozdravimo? Že ampak prav se spomnim pri sebi, pa človek že odraste, pa to v življenju, ampak še imaš vedno, te nekje malo, imaš nekaj respekt. In to je to. Učitelj je nekaj posebnega, tako kot je starš nekaj posebnega. Ni to kar eden izmed. In to je ravno tisto vzor avtoriteta ideala. Ko ste prej omenjali, včasih smo res, smo tudi mi kadili. Pa kako bilo, da je spili, si treba priznati, ampak v čem je ključna razlika? Mi smo to počeli zato, ker smo se malo afnali, pa malo iskali meje, pa se dokazovali drug pred drugim. Mladi danes to isto počnejo, ampak iz drugega razloga. Iz razloga, iz notranje praznine. Danes je vse brez veze. Sam sem recimo prav doktoriral iz te tematike iz logiterapije. Bivanjski vakuum, eksistencialna kriza, notranja praznina. Življenje je postalo prazno, banalno, plehko. Mi imamo 14-15-letnike, ki so apatični, melankolični, naveličani vsega. In to je veliko bolj nevarno. Do 17. leta, veste, da smo po številu samomorov na prvem mestu v Evropi. Se tudi druge razvite države, razvite v narekovajih, niso kaj veliko boljše, ampak kaj nam to govori? Da je nekaj narobe.
da treba nekaj spremeniti. Danes, če bomo imeli na čas, bomo mogoče tudi malo imeli te računalnike in televizije. 2 uri igranja igric na možgane enako vpliva kot 2 črtici kokaina. Črtica kokaina. Po 10 letih kažejo na raziskave, so možgani enako okvarjeni, po 10 letih minimalno uro in več zaslona na dan, kot tisti, ki so 5 let na heroinu. Mi imamo danes nervozne, živčne otroke, stare 4-5 let. Ja, pa sem nastop na televiziji in to niso igrice smrtci, tako smo mi gledali, ne? Pa če delice imajo, ampak to se samo lomijo. Ja, pa ne samo to, kdaj gledajo, nisem. Je zjutraj, ko se zgodijo. A, razumete, vsak dan. Mi smo živ žal malo pogledali. Ja, pa že to smo Če gledali. bi kakvi film, so rekli, to pa ni. Tudi če je film. Zdaj se mora za kosilo jesti pri zajtrku, se mora gledati malce se mora gledati. Ja, ma greš na obisk in gledajo televizijo. Ja, in potem gledajo. Ja, Ali pa gre na računalnik, in pa znaš smiješ mire, nekaj da se držati. pravice spet. Tako, in to imaš mir. Točno. Zato, ker če mu daš DVD not, je 2 uri on. Cel dan imaš mir. Torej, kdo je na potezi? Znaš, Jaz pravim, da so danes računalniki in televizije veliki kradljivci našega časa in naših odnosov. Kradljivci odnosov, kradljivci časa. Tudi pri nas je to velika težava. Danes govorimo o novi vrsti zasvojenosti. In to je nekemična zasvojenost. Zasvojenost z računalniki, z televizijami, z igricami, z pornografijo, z marsičem še. In jaz mislim, da med mladimi to veliko večja težava kot trava in alkohol in tako naprej. Posebej zato, ker se to navzven ne vidi. Mi se še ne zavedamo dovolj, kakšna problematika je to. Ker nekdo, ki je zasvojen z igricami, se mu navzven ne vidi. Nekdo, ki je alkoholik, ali ki redno kadi travo, se mu to dokaj hitro vidi. Ja? Zato je ta težava še toliko večja. Ja? In veliko krat rečem tako, staršem, tudi mnogi izmed nas imamo s tem težavo. Verjamete? Ja? In predlagam tako, tudi recimo vam. Veliko krat recimo pride par, gospod in gospa, in gospa reče, da ima njen mož težave z alkoholom, Gospod reče, da to ni podrat to, kar imeli včasih nekakšno pivo in to, Veste, in če to zdaj začnemo tehtati, to se nikoli ta zgodba ne zaključi, ker za njega tisto ni nič, za njo je in tako naprej, In rečemo tako, dajmo mi sprejeti tako en pakt. Če ni težav z alkoholom, pa 2-3 mesece je 0-0. Niti deci pri kosilu 0-0, Če nimaš težav z alkoholom, ne spiješ, Če pa ti je pivo tako dobro, pa brez alkohola. In se zelo hitro pokaže, ali je, ali ni. Se strinjamo? In tako recimo tudi svetujemo za televizijo. Izziv tudi za vas. Dajte potegniti kabel ven za 2 meseca. Bomo biti potegne ven. Brez nadomestno. Verjemite, da nič vam je ušlo, pomembnega na političnem parketu, in mogoče temu iti. Nažalost bi lahko rekli, ampak boste videli, koliko časa bo. In v čem bo težava? Kaj bo vas možem zvečer počela? Kaj bo vas možem zvečer počela? Zadnje čase je veliko primerov, ko se ločijo po 30-25 letih zakona. 20 letih. Zdaj smo kar nekaj teh primerov. Zakaj mislite? Otroci grejo študirati Maribor v Ljubljano. In ko se preko mize pogledaš. Enega dneva. Kdo si pa ti, Kaj bo zdaj mi dva rekli? Ker smo se okovarjali, vse kariero, z otroci, z psom, z vsem. Zdaj pa pogrejo pet. Potem so cele dne skupaj. Torej govorimo o
nečem zelo konkretnem in to je vsebina našega življenja. In tu smo na potezi mi. Zato sam velikokrat, recimo, če bi pogledamo šole vrtce, 9 let, ko se mi opisno ocenjevanje strel v prazen. Otrok še z 5, 5,5, 6 leti ni izvan šol. Nobena strokovnost to ne zdrži. In bolj se vprašamo, zakaj imamo takšne zadeve? Zakaj imamo toliko, mislim, meni se zdi, da vsak ima že 5 minut časa napiše neko knjigo v zgori. Da ne govorimo o računalniških formuli. Jaz bi zakonsko prepovedal v Ustavo Republike Slovenije 2 stvari bi dal, to večkrat povem. Prepovedani forme računalniški, zato ker naredijo več zmede med starši kot koristne. Drugo pa ježko bi prepovedal na čevlji. Zavezan čevlji. Zakonsko. Ampak zdaj pa tako, zdaj pa konkretno treba razmišljati. Družba, zakonodaja je takšna, kot je. In pol ste tu, je v čem je nevarnost. Da mi gremo v to, da začnemo spet jamkati, to nam je zelo blizu. Ja, pa se nič ne moreš, pa je zakonodaja, taka, pa, in pol šola kaže, na starše so starši krivi, kakvi otroci so, starši pa se vedo, pol pa si ta žogico podajo. Rešitve pa ni. Škoda, da je tako. Kaj bomo naredili? Zato je. Zato se mi zdi utopično pričakovati, da bodo rešitve prišle z višjih inštanc, če razumete. Rešitve bodo prišle tako, kot tudi vedno so, od spodja na zgor. Samo tako. Samo tako, da bo en starš rekel, jaz pa tega ne moram. In pol bo sosed tudi rekel, tudi jaz ne. In pol bo dan 3, 5, 10 in pol bo to ena šola, ki bo rekla, pa nas je pa drugače. Kažejo rezultate, da otroci niso več bledi in spodečnjaki, ampak da imajo očke rdeče, iskrice v očeh. Sam sem se sodeloval, ko vrsto let smo izvali te ustvarjalne doživljajske tabore, so bili otroci pa en teden, smo bili v naravi in tako. In meni je bilo največje zadovoljstvo, ko prvi dan pridejo in so tako naveličani, jaz se pa tega ne bi šel, meni je pa to brez veze, čez 2-3 dni pa so najbolj zagriženi. In dobijo barvo in po noči spijo, nekaj danes otroci ne morejo zaspati. Ja, seveda ne, če on sladkarije non-stop, ki veste, Red Bull v žilo je dobesedno to, kako non-stop, in non-stop za računalnikom pred televizijo. Otroci rabijo gibanje. Ne, otroci tudi mi. Sam recimo vem, ko sem veliko v avtomobilu pa v predavalnicah, da nujno rabim, da grem ven, da grem se zlaufati. Ne, da bi bilo fajn, ampak da drugače človek funkcionira, si napolni baterije, ko greš v hribe, malo na pohod in to in te napolni. Človek ni ustvarjal, da je tako. Ljudje smo ustvarjeni, da delamo z rokami, da smo zunaj. In mislim, da to treba otrokom dati. In pol je samo vprašanje, ali mi pristanemo na to neko okolico družbe ali ne. Ali si upamo reči, pri nas bo pa drugače. Zato imamo pol takšne obraze, ki jih včasih nismo imeli. Ja, pa te veste, kaj je problem, ki nam pojavlja že nekaj let. Da imamo možnost dati otroka na počitnikovanje, ne odpida na morje, ne dobimo kandidata. Zakaj? Ker ti pove, da no, dejmo počinu, tam pa stvari imamo, ne smem se, mi pa redno. In ne gre, pa bi lahko brezplačno. In jih ne možemo. Spet so tu, smo starši na potezi. Ali bomo, ali ne bomo. In pol veliko krat rečejo starši, jaz se bomo pogovorili z otrokom. Ja, to. Kaj se bomo zapogovarjali? Kaj se bomo pogovarjali? Če vi veste, da je za njega nekaj vredno, je to. Sam veliko krat, oziroma več čas, pri vsaki možnosti, priložnosti, pa le možno govorim, ne se pogovarjati z otrokom. Z otrokom ne debatirati. Zdaj, to poudarjam, da ne bo kdo razumel ekstremistično, da se nič ne smemo pogovarjati. Poudarjam to zato, tako zelo,
da pol se na sredini nekje srečamo. Da treba zelo to zmanjšati, da temelj vzgoje ni v pogovarjanju, v verbalizmu. Vse, gledajte, kazni, če govorimo o kazni, zakaj moramo velikokrat otroke kaznovati? Nažalost, jih niti to ne. Ampak velikokrat jih moramo zato, ker smo že prej kje bili, nismo tako odreagirali. To govorimo o doslednosti, ker nismo dosledni. In pol mama tam, ko smo prej rekli, ko pride preko vseh meja, pol pa eksplodiramo, pol pa podivjamo. Pol pa zagrozimo z ne vem čemu vse. Na koncu se od tega, kaj uresniči, nič. Ja, otroku pa kaj sporočimo spet. Da samo grozimo, kričimo in zgodi se pa nič. To je ključno. Vse tudi mi, če pogledamo te vse naše vzgojne načrte, to se tam je to super napisano. Da nam mora spoštovati vse to, ampak kje nam pa zmanjka benzina, da če se otrok tega ne drži, kaj zdaj? Evo točno. Tam nam pa zmanjka. Tam nam pa zmanjka. Super, imamo vse napisano. Torej, konkretnost, življenje. Ampak, ko mama, ko hči udari mama, recimo, ko sin udari mamo, očeta in tako. Govorimo o čem? Govorimo o nespoštovanju. A ta otrok spoštuje svojega starša? Včasih so rekli, roka, da se bi posuši, smrtni greh, ni hujšega. Ni hujšega. Torej, ne spoštuje mame, ne spoštuje očeta, a spoštuje sebe. Tudi ne. Zdaj, ključno vprašanje za mene pa je, ali ta mama spoštuje sama sebe. Ta oče spoštuje sama sebe. Zakaj je to ključno vprašanje? Zato, ker mi poznamo stari slovenski pregovor, ki pravi, drugi te spoštujejo toliko, koliko ti spoštuješ samega sebe. Ti ne moraš nikogar prisiliti do spoštovanja. Ampak spoštovanje je ali pa ni, to je pa stvar odnosa. In tu nam danes manjka. Zato mi danes še tisto učiteljico pozdravljamo, pa še se malo popravimo, ne? Ja. Ja. Pa si lahko predsednik države ali karkoli že, ko njo vidiš, je vedno malo tako.